Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman. Kako biti srečen v svetu, v katerem živimo? Poglejte, če hočemo biti srečni v svetu, v katerem živimo, ki je poln negativizma, primitivizma, negativne energije, strahov in vsega tega, potem dejansko moramo kreirati svoj svet. Dejansko se moramo distancirati od vseh negativnih informacij, od vseh ljudi, ki so negativno nastrojeni, od vse negativne energije in ustvariti moramo svoj svet. To pomeni, da se obdamo z prijatelji, ki so isto pozitivno naravnani, da sodelujemo v poslu z ljudmi, ki so pozitivno naravnani. In na ta način ustvarjamo, kreiramo zase okolje, v katerem smo lahko pozitivni, v katerem smo lahko srečni. Ker morate razumeti, življenje je energija. In pozitivna energija samo nam lahko da pozitivne rezultate. Mi pa smo dnevno bombardirani z vseh strani z negativnimi informacijami, z negativnimi ljudmi, ki se pritožujejo, so razočarani in vse skupaj. To pomeni, da mi se moramo od tega distancirati. Potem seveda pojavlja se vprašanje, ali sedaj pa se popolnoma osamim in si zgradim cel svoj svet. V bistvu ne in na nek način ja. Ker poglejte, če gledamo nekega športnika, ki ima za cilj zmago na olimpijskih igrah čez 4 leta, potem tak športnik mora ustvariti zase podporno okolje, v katerem bo lahko treniral, podporno okolje, v katerem bo lahko vizualiziral svoje rezultate, svoje dosežke. In v tem njegovem okolju ne more dopustiti, da pridejo negativne informacije, ne morejo dopustiti, da ga nekaj ruši, da ljudje dvomijo v njega, v njegove rezultate, v njegov sistem dela. To pomeni, športnik, ki hoče narediti rezultat nekaj večjega, mora dejansko sebe zase kreirati nek svoj svet. In v tem svetu potem lahko uspe. To je edina možnost. Ker če smo vsak dan živimo, se vidite, hodite v službo, pač se pogovarjate s prijatelji, ki ves čas tarnajo in vse to vas ruši. To pomeni, da dejansko moramo zase kreirati svet, v katerem ni pritoževanja, svet, v katerem ni kompliciranja, svet, v katerem je vse mogoče. In to dejansko delajo najbolj uspešni ljudje na svetu. To pomeni, če ste prej pomislili, joj, spet tale nekaj čuden, nek čudak, dobrodošel v klub čudnih in uspešnih ljudi. To pomeni, srečni smo lahko in srečni postanemo samo, če dejansko odstranimo vse faktore. To ne pomeni, da dejansko ignoriramo zunanji svet. Jaz vedno pravim, ljudje me sprašujejo, kako rešiti lakoto v Afriki. Poglej, če nimaš odgovora, kako rešiti lakoto v Afriki, mogoče to ni tvoje poslanstvo. Kako rešiti vojne v svetu? Če tega odgovora nimaš, potem mogoče ni tvoje poslanstvo, da rešiš vojne v svetu. So ljudje na svetu, ki jih jaz absolutno podpiram, ki želijo in ki imajo poslanstvo, da rešijo lakoto v Afriki, da rešijo svetovne vojne. Saj poznate tisto zgodbo. Ne moreš postati tako reven, da bi pomagal revnemu človeku. In ne moreš postati tako bolan, da bi pozdravil bolanega človeka. Lahko pa postaneš uspešen, srečen in bogat. In lahko pokaš od zdravja in postaneš vzor, postaneš vzgled, ki mu ljudje sledijo. Ampak, da lahko to postaneš, pa se moraš obdati z podpornim okoljem. Z okoljem, ki te spodbuja, ki te motivira in ki ti stoji ob strani. To pomeni, na nek način si kreiraš nek svoj svet. In potem gledaš selektivno, koga spustiš v ta svet. Vsi ste dobrodošli v mojem svetu, ampak v mojem svetu vladajo pogoji, ki jih jaz postavljam. Z vsem želim biti prijatelj, ampak prijatelj sem z vami, če se ne pritožujete. Prijatelj sem z vami, če ste motivirani, če vas zanima življenje, če vas zanima osebni razvoj.
Če pa vas to ne zanima, pa pač se veste tista zgodba, ne? Ko se nekdo odloči in začne hoditi v gore, nekdo drug pa na morje. Ne? To pomeni, če jaz hodim v gore, če so mi všeč gore, potem s časoma skreiram, dobim neko skupinco prijateljev, ki bo z mano hodila v gore. Ne? In če vi ne želite iti v gore, če ne želite gledati v višave, v daljave, če ne želite biti veseli, srečni, polni ljubezni in biti uspešni, potem nažalost nimate prostora v mojem svetu. Še vedno se lahko poznamo, še vedno lahko komuniciramo, ampak mogoče malo bolj na kratko. Živijo, a bi šel z mano, ne bi šel, ok, v redu, grem pa sam. Ne? A razumete? Na ta način, tako da to ne pomeni, da prekinete stike z vsemi vašimi prijatelji. Ne? In na nek način boste videli, bolj kot boste vi postali pozitivni, bolj boste sami dobili željo, da prekinete s tistimi, ki vas rušijo, ki so negativni, ki ves čas jamrajo. Ne? Tako da, ekipca, to je bilo sporočilo za danes. Če hočete biti srečni, je ključ, da si organizirate podporno okolje, da se obdate z ljudmi, ki podobno mislijo, da se bombardirate z pozitivnimi sporočili, berete pozitivne knjige, poslušate pozitivne videe, gledate, pač obiskujete delavnice in vse to. To pomeni, kreirate si svet. V mojem svetu je vse mogoče. Tako da želim vam en čudovit dan, postavite sebe na prvo mesto, začutite svojo vrednost in do naslednjič.